le zaupajmo, verujmo in se prepustimo našemu Stvarniku, ki bo vedno in vselej poskrbel za nas. Mi vsi smo bitja uma. Pa je vzrok vseh naših problemov. Zato je pomembno, da se naučimo, da mi vladamo umu in ne obratno, da vlada nam. Vse, prav vse se začne na ravni uma. Vse, kar se nam dogaja, je rezultat naših misli in prepričanj, ki smo jih leta in leta nabirali v sebi. Naša prepričanja so pa tista, ki nas žal največkrat omejujejo. Naš razmišlja v slikah in ena sama slika je močnejša kot 1000 besed in ima močnejši čustven naboj kot beseda. Zato je zelo pomembno, da smo skozi dan pozorni na naše mentalne slike, ki se pojavljajo v našem umu in jih takoj, ko nam niso všeč in nam ne služijo, zamenjamo s takšnimi, ki nam koristijo. Slike v našem umu so del našega mentalnega okolja, so kot pravi mali načrti za našo prihodnost. Mnogokrat se sploh ne zavedamo vseh teh misli in slik, ki nam rojijo po glavi skozi celi dan. Zato je najboljše orodje, da se naučimo umiriti, sprostiti ter kontrolirati naše misli, prav meditacija. Naša prepričanja, naši vzorci in spomini so tako zelo močno ukoreninjeni v nas, da se tega sploh ne zavedamo, kako zelo nas to ovira lahko v našem vsakdanjem življenju. V nas samih je vcepljenih mnogo prepričanj, na primer, da ne smemo pokazati žalosti, ali če ne ustrežemo drugim, ne bomo ljubljeni, ali pa da si ne zaslužimo biti ljubljeni in srečni. Morda mi nismo pomembni, ali pa zmeraj delamo narobe, smo neprivlačni, nimamo možnosti izbire, morda celo ne znamo reči ne, za dobro plačilo moramo trdo delati, denar nas bo pokvaril in še bi lahko naštevali. Vedno mislimo, da moramo narediti določeno stvar, da bi dobili, da bi postali ali bili to, kar si želimo. Mislimo, da si moramo vse prigarati in zaslužiti. Enostavno smo bili tako vzgojeni in to nam je samo po sebi umevno, da pač tako mora biti. Vendar to so le naša prepričanja in ta naša stara prepričanja je tako zelo težko zamenjati, ker smo jih leta in leta uporabljali, ker smo leta in leta mislili, da je edino tako pravilno.
vendar so ta naša prepričanja le stvar naše odločitve. Vedimo, da vse, prav vse v našem življenju je mogoče in tudi stara prepričanja lahko zamenjamo z novimi, s takšnimi, ki nam koristijo. Kajti nemogoče stvari ne obstajajo. Enostavno smo pozabili na najbolj preprosto stvar, ki smo jo kot otroci vsi vedeli, ko smo bili še brezskrbni in igrivi. Pozabili smo zaupati in se prepustiti univerzumu, prepustiti se Bogu, da On dela za nas. Ko v življenju pridemo do točke, ko se popolnoma v narekovaju zlomimo, ko nam je resnično težko, ko trpimo, ko občutimo izgubo, ali ko smo morda finančno na dnu, ko morda zbolimo, ko se zgodi nesreča in še in še. Ja, tu so res težki trenutki. In zelo, zelo težko se je v takšnem težkem trenutku umiriti, poiskati svoj notranji mir in začutiti hvaležnost. Težko se je takrat prepustiti in verjeti, da je v tistem momentu, v najtežjem trenutku za nas poskrbljeno in da se vse dogaja za naše največje dobro. To je skorajda nemogoče. Moramo biti res duhovno že zelo zreli, da smo v tem najtežjem trenutku za nas sposobni se popolnoma prepustiti in zaupati. Kaj pa lahko storimo danes, zdaj, ta trenutek? Ta trenutek se lahko učimo vaditi to na preprostih in vsakodnevnih preizkušnjah oziroma izzivih. Tako bomo znova in znova vadili in izkušali rešitev, ki vedno pride, ko se znamo popolnoma prepustiti in zaupati, da je za nas vedno poskrbljeno. In naša stara, omejujoča prepričanja se bodo začela manjšati in počasi izgubljati moč. Kmalu bomo spoznali, da nam je vse mogoče in da je to edini zakon v vesolju, ki vedno in popolnoma vselej brezpogojno deluje. Zavedajmo se, da je vse, prav vse že v nas samih. Potrebno se je le uskladiti z našo notranjo močjo, dvigniti svojo vibracijo ter začutiti hvaležnost in se popolnoma predati. Ko se naznotraj uskladimo, ko najdemo mir v sebi, ko smo na visoki vibraciji, takrat nam bo življenje samo pokazalo rešitev. Morda bomo to izkusili kot neko novo idejo. Mogoče nas bo nekdo poklical, ali bomo mi koga, morda koga srečamo. Morda bomo nekaj prečitali ali videli oziroma slišali na internetu, na radiju, televiziji. Morda bomo videli različne znake okoli sebe.
in življenje samo nas bo potisnilo v smer rešitve. Zato ni potrebno, da na silo nekaj delamo. Naučimo se le poslušati svoj notranji glas, ki najbolje ve, kaj je za nas dobro in kaj ne. Žal pa v življenju vse prevečkrat izgubljamo energijo na napačnih stvarih, ko se pretirano obremenjujemo in skrbimo, ko se prepiramo in morda včasih tudi kričimo na druge, ko smo jezni na druge, jezni na sebe, ko postanemo agresivni, zoprni, tako ali drugače negativni. Takrat zgubljamo neverjetno veliko energije in takrat smo seveda na nizki vibraciji. In normalno, takrat nikoli ne pride do rešitve, saj ne do takšne, ki bi bila dobra za nas. Zgodi se pa mnogokrat ravno nasprotno. Dobimo še več tistega, česar si ne želimo. To pa ni v ravnovesju z nami. Vse preveč napora, naprezanja in energije izgubljamo na majhnih, žal mnogokrat popolnoma nepomembnih stvarih. Z ogromnim naporom ustvarimo minimalni učinek. In rezultat vsega je, da se na koncu počutimo popolnoma izčrpane in poražene ter popolnoma brez moči. Mnogokrat zaradi takšnih stvari tudi pregorimo in kasneje lahko tudi zbolimo. Še enkrat ponovimo. Kaj storiti, ko nam nekaj ni všeč, ko nam nekaj ne gre, ko nekaj ni usklajeno z nami? Takrat se je zelo pomembno vrniti nazaj k sebi, iz zunanjosti v našo notranjost. Najbolj pomembno je, da znamo takrat poiskati mir v sebi, kar zagotovo v tistem trenutku ne bo enostavno. Vendar z vsakodnevno vajo bo vedno lažje in lažje. Le preprosto postojimo takrat in globoko vdihnimo in izdihnimo. Morda nam bo že to pomagalo. Lahko si pomagamo tudi s prehodom v naravo, s tekom, z neko fizično aktivnostjo, z umetnostjo. Lahko mantramo različne afirmacije, na primer, življenje vedno dela najbolje za nas, vse je okej, verjamem v rešitev, zgodilo se bo najbolje, kar je možno. In seveda, ne pozabimo se zahvaliti za vsak izid. Seveda je pomembno, da globoko dihamo, da se umirimo, da umirimo svoj in svoje misli. To pa lahko in najbolj preprosto storimo z meditacijo. Ko smo tega enkrat sposobni, vse naše težave lahko rešimo. Vedimo, da vse to, kar se nam dogaja, tudi vse to, kar nam ni všeč in nam ne prija,
Vse to so le naši kontrasti. Vsi ti kontrasti so z namenom tu, da se z njih učimo in da rastemo na svoji življenjski poti, da postajamo vse modrejši in bogatejši. In prav po te lekcije smo prišli na ta svet. Zato je pomembno, da ničesar v življenju ne obsojamo. Vse sprejmimo z nežnostjo in hvaležnostjo. Vse to je potrebno in pomembno za našo rast. Naloga vsakega izmed nas je, da čim bolj zaživi sebe. To pa lahko storimo le na način, da čim bolj presežemo priučene vzorce in naše omejitve, ki smo jih dobili od naših prednikov. Naša odgovornost je, da se sami odločimo, po katerih prepričanjih in smernicah želimo živeti. V sebi imamo neverjetno moč, vsi mi, vsak izmed nas. Mnogo več moči imamo, kot pa se tega sploh zavedamo. In vsi mi imamo svobodno voljo. Če si nekaj zares želimo spremeniti, je naša naloga, da to spremenimo. Bodimo to, kar si želimo biti. Bodimo mi. Vedno in vselej imamo izbiro, ali se odločimo za ljubezen ali za trpljenje. Ko izberemo ljubezen, ko nam je res težko, globoko v sebi najdemo mir in začutimo, da nismo sami. Ko se uskladimo z ljubeznijo, dobimo v naše življenje še več ljubezni. Življenje nam daje vedno potrditev tistega, za kar prosimo, in tako dobimo še več tega. Kaj pa, če v teh težkih trenutkih ne moremo izbrati ljubezni? Če ne moremo izbrati ljubezni, če ne izberemo moči, če se predamo trpljenju in postanemo nemočna žrtev, kaj takrat? Tudi takrat bomo dobili še več tega, za kar smo se odločili. Zakon privlačnosti vedno in vselej deluje. Vendar se takrat nikakor ne obtožujmo. Vedimo, da smo v danem trenutku vedno in vselej naredili najbolje, kot smo takrat znali. Vedimo, da vedno, ko popolnoma zaupamo, brez kančka suma, vedno, ampak res vedno pride rešitev, ki je v tistem trenutku najboljša za nas. Morda včasih tega tisti trenutek še ne vemo, vendar kasneje vidimo, da se je zgodilo najbolje, kot se je lahko. Pomembno je, da takrat odpremo svoje srce, občutimo hvaležnost, zaupamo ter se prepustimo. Kaj lahko izgubimo? Prav ničesar.
Naučimo se prilisičiti naš ki je leta in desetletja verjel, da tako pač mora biti. Zato se vsakodnevno učimo na majhnih in preprostih stvarih. Naučimo se prepuščati življenju, prepuščati stvarniku, verjeti v ljubezen, verjeti v življenje in vse nam bo mogoče. Naučimo si dati sebi čas, učimo se meditirati, učimo se povezovanja s samim seboj. Ko se bomo tega naučili, se bomo odlično počutili. Postajali bomo vedno bolj modri, postajali bomo ustvarjalni in kreativni in v vsakem trenutku bomo znali poiskati ravnovesje v sebi in znali dvigniti svojo vibracijo. Ko bomo to vadili na majhnih stvareh, na vsakodnevnih problemih, nam bo to uspelo tudi na najtežjih preizkušnjah. Le zaupajmo, verujmo in se prepustimo našemu stvarniku, ki bo vedno in vselej poskrbel za nas. Prakticirajmo vsak dan, da se prepustimo toku življenja, da odpremo svoje srce, ter da vsak trenutek izberemo ljubezen in živimo to ljubezen. Vsak trenutek, vsak dan. Hvala, hvala, hvala.